Kako globoko še lahko sestavim Rubikovo kocko, da ne bi šlo kaj narobe in da bo varno? Z ekipo smo na Tenerifih in en teden časa imamo, da ugotovimo. Začeli bomo počasi, potem bomo pa postopno povečevali globino, dokler ne pridemo do konca, do tal. Kdor me pozna, ve, da sem kocke pod vodo že sestavljal, ampak vedno na vodni gladini. Če v enačbo dodamo globine, postane precej težje. Pritisk se povečuje vsakih 10 metrov za en bar in postopoma narašča, posledično pa se povečuje tudi čas pod vodo. Tega nikar ne počnite sami. Smrtno nevarno je. Tudi zato smo mi poskrbeli, da bo vse premišljeno in varno. Kdo smo mi? Mene poznate. Del moje ekipe sta še Nina in Miha, ki skrbita za tehniko, snemanje, predvsem na gladini ter organizacijo. Potem pa je z nami še Mojca, ki je naša varnostna potapljačica. Gostujemo pri centru Atlantis Freediving, kjer lahko uporabljamo vso opremo in se zadeve lotimo tako, kot se zagre. Gledate našo dnevno potapljaško rutino. V centru se prepravimo, ogrejemo in oblečemo, potem pa po kratkem sprehodu skočimo v vodo. Res kratkem, ker smo praktično na obali. Ker se uteži vse en težko, si pomagamo z vozičkom in v parih minutah smo pri vstopu v vodo. Naša boja oziroma razbitina je zelo blizu, kakšnih 100 metrov od obale, tako da smo tudi na cilju ekspresno hitro. Kljub vsej skrbi in pripravam, pa priznam, se nam zmeri kaj izmuzne. Danes je bil to potapljaški računalnik. Ja, zgleda kot ura in tudi je. Z njo bomo spremljali predvsem globino. Ampak ne še takoj. Začeli smo počasi, oziroma plitko. Že prvi test je pokazal težavo, ki bi jo moral predvideti takoj, ampak sem zaradi varnosti čist pozabil na fiziko. Kocko sestavljam na 12 metrih. Z globino nimam težav, sem relativno samozavesten. Največji problem je v tem, da začnejo v vodi z globino zginjati tudi barve. Ni šans, da kocko sestavim globlje, če še na 12 metrih težko ločim med zeleno pa rumeno ali pa rdečo pa oranžno. Nekaj smo mogli pogruntati in ker bi o tem moral razmišljati prej, sem se jaz tolkel po glavi. S skupnimi močmi smo se pa potem podali na lov za podvodno svetilko. About the headlight, no, I don't have, and we don't have here in the center. Torej, baterije še zmeraj nimamo. Mogoče gremo k sosedom s Kubašem, ker jaz sem danes videl dva, ki sta se potapljala in sta imela svetilko v rokah in s Kubaši veljajo kot zelo prijazni ljudje in ziher nam bodo posodili. Pa ja, seveda da ja, ziher nam bodo posodili svetilko. To je tale center. No, I'm just looking for... It's open. Is someone here to talk to or... I go out. Okay. Go now. Okay. And then at 8 o'clock. I'll come tomorrow then. Thank you. No, pri drugem centru pa so imeli podvodno svetilko. They're running out of battery. Is it USB charge or... Because usually they are, or? No, they are with this kind of battery. Aha. So we have only these two. Izkoristil sem vse svoje veze in poznanstva na otoku Tenerife, ampak za manj. Sred noči smo brezupno sedeli v dnevni sobi in potem ugotovili, da je ziher kje v bližini kakšna športna trgovina. Zdaj smo pomislili še na Decathlon in iščemo Linterna Submarina. Mogoče imajo, no? Lejo! Ona, sam je kar draga, ne? Linterna Submarina in samo un producto disponible in reconida entienda una hora. Jaz sklepam, da to pomeni, da se zapre čez 1 uro, ne vem pa kaj pomeni. Pa da je samo še eno na voljo.
Dej gremo mi to kar provat, pogledaj. Trgovina se zapre ob 10. Imamo točno 1 uro časa. Pa da vidimo. Dober avto, ne? Kia, več avto. Ne, se ne. Pip. Ta čas, ko šibamo do trgovine, mi dejte še minutko, da vam pojasnim, zakaj sploh potrebujemo svetilko, če hočemo pod vodo videti barve. Za namen te razlage se bomo ukvarjali sam s fiziko. Še en cel žur je potem v naših očeh in v možganih, ampak to je tema kakšnega drugega videa. Da vidimo barve, najprej potrebujemo svetlobo. Svetloba je valovanje in cel spekter svetlobe, ki jo vidimo, ima različne valovne dolžine. Barvo vidimo, ko svetloba obsije predmet, ta pa nazaj odbije določene valovne dolžine, ki za nas pomenijo barvo. Naprimer, gledamo kocko. Svetloba prihaja na to površino in odbija svetlobo, ki ima valovne dolžine, ki za nas pomenijo rdečo barvo. Zato vidimo rdečo površino kocke. V vodi pa se vse še bolj zakomplicira. Voda malo po svoje absorbira in razprši svetlobo. Globlje kot smo, manj svetlobe se do nas prebije. In najprej izgubimo spekter svetlobe z večjo valovno dolžino, kar ustreza prav rdeči in zelo kmalu še oranžni barvi. Ti dve začneta izginjati najprej in zato kamere kar avtomatsko dodajajo rdečo barvo, da bi to popravile. Človeško oko tega ne more in posledično so si barve na kocki čedalje bolj podobne in vse izgledajo nekako modrikasto zeleno. Mi si lahko pomagamo tako, da pod vodo pritihotapimo svoj vir svetlobe. V našem primeru je to podvodna svetilka. Linterna submarina. Ta nam spet vrne večji spekter vidne svetlobe in omogoči, da boljš vidimo barve. Če seveda jo bomo dobili. Uspel nam je! Neopreni, to je dober znak. Slutim, linterna submarina. Sem kje? Aha, še boljš, plavuti imamo. Peska submarina, to iščemo. Lej. Tan! Meni se zdi, da je glavna dilema, ali zdaj vzeti najcenejšo, pa riskirati, da ne bo dovolj, ali pa vzeti najdražjo, ki bo ziher dovolj, sam bomo pa bankrotirali. Nujno je bilo, da preizkusimo svetilke, ki so bile na voljo. Cel kup jih je, ampak kot vidite, so zaklenjene. Čas je za moje znanje španščine. Estamos interesados en linterna submarina. Sí. La de 29. Mi español es malo. So I would just like to try the cheapest one and then this one, Aqualung and Subeja, just to see how they work. Moja španščina je žal hitro popustila. Na srečo je bil prodajalec pripravljen pomagati in vešč angleščine. Težava je bila, da svetilka, ki sem jo hotel, ni bila na zalogi. Na novo pošiljko bi moral čakati 1 teden. Najdražje tudi ne bom vzel in po krajšem kriznem sestanku s prodajalcem sva v predalu našla optimalno rešitev. Sej tukaj zelo jasno piše Backup light. To je luč v sili. Luč imamo, zdaj pa potrebujemo sam še konkreten spanec, da se lahko jutri potopimo globje. Jaz sem malo težje zaspal, ker sem skozi tuhtal, kako naj si zdaj pritrdim to svetilko na glavo. In naslednje jutro smo skupaj pogruntali, da si jo lahko kar vtaknemo v kapuco. To dela! Moj prvi globlji poskus je bil na razbitini, ki leži v zalivu. To je razbitina El Peñón, ki je potopljena na dobrih 30 metrov globine. Služi kot umetni greben in bila je potopljena načrtno, najbrž zato, da bo lahko čez 20 let nek škrlec tam reševal Rubikovo kocko. Jaz sem se za svoj prvi poskus usedel kar na njeno streho, to je približno 20 metrov globoko. Morate nam zaupati, da smo kocko res vsakič premešali. To je bila Ninina naloga, jaz pa sem se vmes pripravljal na potop. Nina mi je predala premešano kocko, potem pa na glas odštevala sekunde do začetka potopa, da smo bili vsi usklajeni.
Ciljal sem na rob ladje, da bo reševanje teklo čim bolj gladko. Nisem računal na to, da mi bo že pristanek vzel nekaj časa in da se bom tudi vmes ves čas mal popravljal. Svetilka je vsekakor dobro opravila svojo nalogo. Na posnetku lahko vidite, kako bolj žive delujejo barve kocke, ko je osvetljena. Priznam, sam sicer nisem bil najhitrejši, ampak kocko sem naposled le sestavil. Zaenkrat sem na 20 metrih globine, smo na minuti in 10 sekundah. V robikaškem smislu sem zmagal, v potapljaškem pa se zdaj začne pomemben del potopa, to je plavanje do površja. Pogosto se ravno na poti gor kaj zaplete in potapljač lahko zaradi padca saturacije kisika v krvi tudi zgubi zavest. Zato se nikoli ne potapljamo sami, vedno nas nekdo varuje in plava z nami. Potop je zaključen, ko pridem na površino, se nadiham in s prsti pokažem znak OK. Yes! Ratal! V prvo! To je bilo veliko bolj preprosto, kot sem mislil, nadvesel sem in zato smo vrv spustili še globje. No, tukaj pa so se zadeve začele komplicirati. Ves čas želim, da je varnost na prvem mestu. Ko sem šel globje in smo se umaknili od ladje, sem kar naenkrat obvisel v praznem prostoru. Zaletel sem se na konec ob lanyard stopper in vse, kar me je povezovalo do vrvi, je bil lanyard in zato sem ves čas lebdel, nisem se mogel umiriti, kocko sem reševal, ampak to me je zategovalo, nisem vedel, kaj ne naredim, videl sem, da je tam lanyard stopper, katastrofa. A sem vas zmedel s temi izrazi? Mogoče je čas za hitro pojasnilo. Potapljamo se ob vrvi. Ta gre od boje v globino do uteži, ki je privezana na njen konec. Potapljač je na vrv vedno pripet z lanyardom. Ta gre od našega zapestja do potapljaške vrvi. Da se na koncu potopa ne bi zaletel v utež ali pa na dno, je konec potopa določen še pred utežjo. Tega v našem primeru označuje lanyard stopper. Ta ustavi priponko lanyarda, da ne more naprej. Vrv in lanyard sta pomembna, da se lahko v primeru zapletov reševanje izpelje hitro in učinkovito, ter da se potapljač ne more izgubiti. Boja pa označuje mesto potopa in nudi oporo med pripravami. Zdaj veste, mi pa smo se medtem odločili, da poskušam kocko sestaviti kar na tleh, tako da stojim in da je ob meni utež, to je optimalno zaradi lanyarda, problem tega pa je, da je še globlje in da bo posledično tudi čas potopa veliko daljši. 4. dan sem se s kocko zatlačeno v neopren potopil na 32 metrov globine in jo poskušal tam sestaviti. To je moj prvi globok poskus. Vidite, da se zdaj ob vrvi vlečem. To je disciplina, ki se imenuje free immersion, zato da prihranim malo energije. Ta potop bo namreč daljši. Na dnu, gre za res. Še vedno sicer me mal premetava, kar mi ni bilo najbolj všeč in tudi s kocko sem relativno počasen. Mojca, ki je zdaj v vlogi varnostne potapljačice, se za mano potopi kasneje, zato da bo spremljala drugo polovico mojega reševanja in predvsem pot navzgor. Še mal pa bo kocka sestavljena. Ni mi uspelo, ker nisem prišel do dna. Nismo se najbolj nacentrirali in zato sem lebdel nekje vmes in spet je bilo reševanje neuspešno, zaradi tega, ker sem se preveč že odseral. Čas potopa je bil 2 minuti. Ta čas, ko se na površini pripravljam na nov potop, pa je spodaj pri razbitini, smo ugotovili kasneje, cela žurka. Prišli so potapljači z jeklenko in takoj opazili naš GoPro. Glejte jih. Glejte, kako oni uživajo, ta čas, ko se mi od zgoraj na površini sekiramo. Je pa GoPro vzbudil radovednost tudi vseh ostalih morskih prebivalcev. Glejte, koliko je njim dobro. Glejte te ribe. Ali pa ta skat.
kaj on dela tle? Mislite, da bi on znal sestaviti kocko? Po mojem, da ja. Medtem smo ljudje na površini ugotovili še, da sem očitno zgubil svoj GoPro, moral bi biti na glavi, pa ga ni bilo, nikjer ga ni. Ni ga v boji, nima ga nihče na površini, ni pri nikomor od ekipe. Kje je? Najbrž mi je padel dol, medtem, ko sem se potapljal v globino ali pa medtem, ko sem šel gor, ne vemo. Pomembno je samo, da ga najdemo, ker ta GoPro res rabimo. Tole je potop, med katerim sem ga izgubil. Da vidite, kako neopazno me je zapustil baraba, poglejte tole. Jaz ga nisem opazil. Je pa res, da sem bil z mislimi drugje. Brez te kamere sploh nimamo dokaza, da sem karkoli sestavil in res ne bi še enkrat po Tenerifu iskal novega GoProja. On se je zakopal v pesek na dnu. Mojca ga je šla hiter iskat, zato da nam ga ne bi kdo ukradel, pa ne mislim skobaše. Skati, lahko bi nam ga vzel kak skat, pa začel snemati Day in a Life, skata pa El Peñonu, to bi bilo vrhunsko. No, ni mu ratal, ker ga je Mojca našla prej zelo hiter, na srečo. Hvala, Mojca. In zdaj smo bili pripravljeni za nov poskus. Ampak jaz sem vseeno bil preveč živčen, tudi zaradi ukvarjanja s tem GoProjem, predvsem pa zaradi tega, ker mi prej ni ratal, da smo se odločili, da je to za danes vse. Ta čas, ko spimo, imam za vas še eno super novico. Jeseni bomo lansirali uraden merch mojega kanala, posebno družabno igro spomina, ki poleg zabavnih kartic vsebuje še moje nasvete in namige za boljši spomin. Če bi ga imeli, pejte na nixkrdlec.com/spomin, mi pa moramo zdaj pripraviti teren za akcijo. Ko smo se vrnili naslednji dan, ko smo spet postavljali bojo, smo vedeli, da je zelo pomembno, da je dobro nacentrirana, torej da najdemo pravo pozicijo in da utež spustimo na položaj, kjer bom lahko stal. Vzeli smo si nekaj časa, da smo to naredili dobro in prišli smo do zadnjega poskusa reševanja Rubikove kocke. Spet sem na 32 metrih globine, eno kamero imam na glavi, ena kamera je na tleh in dal bom vse od sebe. Držite pesti. Snemam, ja? Ja. Ja, cool. Ok. Kocko dam noter. A saj si jo premešala, ne? Ok. Cool, je nič, idemo. Jaz si bom vzelo, ne vem, 4 minute, on pa grem, prav? Yes! Rubikova je sestavljena, ampak tako globoko to ni najzahtevnejši del potopa. Zdaj moram priti še nazaj na površje. Zaradi zadrževanja sape obstaja velika nevarnost izgube zavesti, zato se moram zbrati in mirno plavati nazaj gor. Moram priti do boje.
Opala! Yes! Ni šlo čist vedno vse po načrtih, tudi tole snemanje gremo na minute in lahko vas obvestim o tem, da imam še 2 videa s Tenerifov. Nista kockarska, sta turistično-potapljaška in če bi jo radi videli, se naročite na kanal in vklopite obvestila. Objavim jih namreč nekje tekom poletja. Ali sta pa mogoče že celo objavljena. Če sta, jo boste videli nekje tule, povezave bodo tule. Če pa še nista objavljena, je pa tule ziher kak potapljaški video. Na tone jih imam. Čist preveč. Poglejte si kakšnega, če hočete. Zdaj pa moramo nehati, ker imam preveč krvi v glavi. Čau!